Dober večer vam voščimo. Leto je znova na okoli, zaželili smo si same lepe želje, predvsem pa zdravja, tisto je najbolj osnovno, potem pride vse ostalo. Kako Slovenci skrbimo zanj, dobro ali slabo, ali pa bi ga lahko morda še okrepili, nam bo nocoj zaupal moj gost, to je dr. Nikola Krstič, doktor medicine, ki prihaja iz podjetja Mic Mengeš. Dober večer voščim. Dober večer, dober večer. Povejte nam, kako ste zakorakali v novo leto? Optimistično? Optimistično, standardno. Imamo že veliko izkušenj. Vsako leto se to pač ponavlja. Tako kot je običajno, si zaželimo veliko uspeha, veliko zdravja predvsem, zdravja, zadovoljstva. In potem stvari tečejo naprej. Kako bo potekala najina nocojšnja oddaja, bo predvsem odvisno od tega, kako jo bova napovedala v uvodu. Ne prihajate s tako optimističnimi podatki v letu 2020? Ja, torej, kar se tiče obrabe hrustanca, kar se tiče osteoartroze, kar se tiče te bolezni, ki je med nami že itak precej razširjena, te številke lahko mogoče za uvod, kljub temu, da smo že pod vplivom prazničnih dogajanj in tako naprej, ampak je treba pač tiste vse dobre želje, je treba izpolnjevati. To se pravi, če imaš vprašanje, če imaš kakšen problem, je treba tiste želje upoštevati in te probleme reševati. No in to ravno kar počnemo. To se pravi, če zdaj ponovimo, kako je z obrabo hrustanca med nami, spet prihaja na plano to, da je to mogoče najbolj številčna bolezen. To je bolezen, ki jo je med nami res zelo veliko. Naprimer, od leta 25 pa do leta 65 kar 12%. Tudi to ni majhna številka. Ampak po letu 65, v tretjem življenjskem obdobju, procenti tako rekoč ponorijo. Gredo na 70, 75, 80%. In dejansko je tudi v življenju tako. Sej, pravzaprav se ne spomniš starejšega človeka, ki ne bi jamral, da ga sklepi trgajo, da ga boli, da ima težave z kolenom in tako naprej. Tako da te bolezni je med nami resnično veliko. In če povemo v številkah, pa spet brez pretiravanja, govorimo o tisočih, 10 tisočih, o 100 tisočih, samo v tej naši ljubi Sloveniji, ki ima samo 2 milijona prebivalcev. Tako da je to resen problem, pa ne samo zdravstveni, tudi konec koncev ekonomski, ker to vse skupaj stane in tako naprej. In zelo pomembno je, kaj tukaj počnemo, kako se temu zoperstavljamo, ali smo tukaj na tisti poti, ki si jo želimo, ali se nam dogaja nekaj drugega. Mi smo tudi na TV Arena že povedali, da se je pač v zadnjih 5 letih marsikaj zgodilo, kar ni v prid našemu boljšemu zdravstvenemu stanju. Jemlje se manj zdravila, glukozamin, manj se ga jemlje in je potem več bolezni, dejansko je več bolezni, več je napotovanih specialistov, več je ljudi na čakalnih listah za operacije, čakalne dobe se podaljšujejo. No in zdaj to, kar ste vprašala, kako je zdaj bilo v letu 2019. Torej, slabšanje se je majčkeno umirilo, ampak je še zmeraj slabšanje, veste. Še zmeraj moramo reči, in to so bili uradni podatki, ki so zdaj prišli v prvi polovici januarja ven, da se je v letu 2019 obseg teh kazalnikov za bolezen, se pravi za obrabo hrustanca, da se je naprej večal, da se je povečal za 10%. To se pravi, še zmeraj je torej na dnevnem redu to, da preverjamo, kako se mi proti tej bolezni borimo. Pa ne samo kako recimo tukaj, država, državni organi, naše zdravstvene inštitucije, kaj mi sami lahko tu postorimo. No in jaz mislim, da je prav, da nocojšnjo oddajo prav temu posvetimo. Kaj lahko sami postorimo v tem prizadevanju proti tej bolezni, ki je, kot rečeno, kar zelo prisotna. In slej ko prej se dotakne vsakega med nami.
No, to je dobra iztočnica za tisto, kar sem vas želela vprašati. Ja. Namreč, rekli ste, da sicer odstotek obolelih potem v visoki starosti ponori, ampak vendarle ni zanemarljivo, da tudi mladi obolevajo za to boleznijo in da morda lahko naredijo kaj preventivno. Ne? Ja, Kako mladi pravzaprav? Imate prav. Torej, tretje življenjsko obdobje pravimo, to je od enega 65 leta naprej. Ne? Okay. Ampak mlajši, ne? To pravimo srednje življenjsko obdobje, recimo 45 let, ne? 55, to je srednje življenjsko obdobje. V drugi polovici srednjih let je ta problem tudi prisoten, tudi močno prisoten, a ne? Potem pa stvar skoči, kot rečeno, ampak ste vprašala za mlade. Tudi pri mladih se stvari začnejo dogajati. Nekje statistika uradna še vedno pravi, ne? Obraba hrustanca, osteoartroza, to je bolezen, ki se prične intenzivno pojavljati po letu 40 človeške starosti. Se pravi, ko smo stari 40 let, takrat se začne, a ne, ta ples te bolezni, ne? Mislim, količinsko s temi težavami, ki so in tako naprej. Ampak še vedno vam nisem odgovoril na vprašanje glede mladih. Tudi pri mladih se dogaja. Tudi pri mladih. Ne? In nadaljevali ste s preventivo. Kaj torej lahko naredimo sami? Tako je. Že pred tem. Ja. Prvič, recimo, več gibanja, ne? Več gibanja, ker skozi gibanje, a ne, pa zlasti recimo v enem zgodnjem obdobju, se tudi gibalni aparat pri človeku formira in če je dovolj v dejavnosti, a ne, smo na boljšem. A ne. In potem to tudi z rednim gibanjem vzdržujemo. Sami pa veste oziroma vemo, a ne, kaj se dogaja. Ne. Mladi zdaj ne, govorimo o zasvojenosti z računalništvom, z računalniki, ne, pred zasloni. Ne. In to se potem tudi pozna. Ne. To se potem tudi pozna. Ne. Tako da doseči moramo to, da bomo mlado generacijo spet aktivirali, da bomo tudi starejši, recimo, ne, se primerno gibali, če tako rečemo, ne, redno, zmirno, redno. To je bistveno. Ne. Zmirno, redno in potem torej, je verjetnost, da ne pojava te zelo številčne bolezni se zmanjšuje. Ne, se zmanjšuje. Ampak kot rečeno, življenjski stil je po eni strani ne, manj gibanja in po drugi strani pa je tudi veliko pretiravanja. Ne. No, ravno to sem želela vprašati. Ne? Ja. Sej, zdaj je pa pravzaprav ogromno ljudi, ki zelo skrbijo za svoje zdravje, zelo načrtujejo svojo prehrano, ogromno se gibljajo. Takšna bolezen ne more dohiteti? Tudi. Slej ko prej, a ne, je torej obraba hrustanca je nekje, veste, to je znak tudi staranja. Ne? Tudi staranja in pravzaprav je treba to sprejeti, ne? Tako kot, veste, nam vid recimo se z leti poslabšuje, tako kot nam lasje sivijo, tako kot se nam koža naguba, tako kot mišična moč pade, a ne? To so vse znaki staranja, no v kontekstu teh znakov staranja je tudi, slej ko prej se pojavi tudi obraba hrustanca v sklepih. Ne. Predvsem je tu v ospredju koleno. Ne. Lahko pa si tukaj pomagamo. Prvič, da kot rečeno, ne, da živimo zdravo in potem odlagamo, ne, nastop staranja. Ne. To je tudi znano. Ne. Sej v današnjem času, ne, recimo ljudje pri določeni starosti res, to si moramo priznati, ne, torej izgledajo bolje kot pred recimo pol stoletja ali pa pred stoletjema. Ne. To je zaradi tega, ker se je življenje vendarle nekako na ene boljše ravni postavilo, tudi prehrana je boljša in tako naprej, tudi medicina je boljša in tako dalje, no, in to vse skupaj, ne, prispeva. Ampak starost pa še zmeraj čaka. Ne?
ali boš recimo star pri 50 ali pa pri 70, 75, to te čaka. Ne? In zdaj v tem je pa izrazito zelo prisotna prav ta obraba hrustanca. In zdaj mi smo že v eni od prejšnjih oddaj, smo imeli že 2-3 oddaje na to temo, ne? In jaz mislim, da ni narobe oziroma da je prav, da ponavljamo te zadeve, ne? Da se pogovarjamo še naprej o tem, zakaj, ker vidimo, da je tega prvič veliko, ne? Drugič pa, da še nismo dosegli to, da bi se začelo popravljati, ne? Še zmeraj smo v lanskem letu doživeli 10% poslabšanje. To se pravi, dajmo se o tem pogovarjati, dajmo res si pripovedovati, kaj lahko zdaj naredimo. Ena stvar je ta preventiva, to je meni zelo blizu, ne? Mislim, to mi je všeč, ampak je pa samo to premalo, ne? Ker starost nas čaka in smo tukaj in sedaj z njo, ali mi osebno, ali pa nekdo od naših staršev, ali pa starih staršev, znancev, prijateljev, ne? To je dejstvo, ne? In tega je kar veliko, ne? In zato je spet smiselno ponoviti vprašanje, kaj lahko sami postorimo, kako se lahko sami zasukamo, da si kvaliteto življenja v razmerah obrabe hrustanca popravimo. Ne? Ampak vi konkretno imate rešitev za težave v kolenu, ne? Tako je. Rešitev je v tem, zdaj mečkam, če recimo v 2-3 stavkih ponovimo, glukozamin je telesu lastna snov, ki jo vsak med nami tvori. In nam glukozamin plava v krvi, plava v limfi, plava v vseh telesnih tekočinah, tudi v sklepni tekočini plava. In zakaj se ga zdaj omenja v navezi na obrabo hrustanca? Zato, ker je glukozamin glavni gradnik hrustanca. To se pravi, za tvorbo hrustanca je dokazano in o tem ni resnega dvoma več, Dobro, če nekdo temu ni naklonjen, to je drugo vprašanje, ampak ni več dvoma, da je temu res tako, da je glukozamin osrednji gradnik hrustanca. Glukozamin, ko nam deluje recimo konkretno v sklepih, ko deluje v sklepih, sproži tvorbo vseh sestavin, ki so značilne za hrustanca. Glukozamin sproži tvorbo kolagena, glukozamin sproži tvorbo hialuronske kisline, glukozamin sproži tvorbo hondroitina, vseh teh drugih proteoglikanov, pravimo, ki so vsi na koncu sestavine hrustančnega tkiva. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Zdaj pa smo rekli, naše telo tvori glukozamin, in potem glukozamin počne to, kar počne, pri hrustancu, ga tvori, ga obnavlja. Zdaj pa prej smo omenili, da se človek z leti pač stara, in čisto vsi doživijo to, da tako kot popušča vse v telesu, popušča tudi tvorba našega lastnega glukozamina. In zdaj kaj? In to se zgodi, nekje začne dogajati po 40. letu. To se pravi, naredimo manj glukozamina, to je gradnik hrustanca, hrustanec se zaradi tega, ker je manj glukozamina, slabše obnavlja, troši se pa enako. In zdaj tu je tisti kritični dogodek. Obrablja, troši se enako, ko mi hodimo, ko premikamo sklepe in tako naprej, obnavlja se slabše in to se pravi, da se to razmerje nastajanja in trošenja poruši in sicer nam v negativu. Manj ga naredimo in se slabše obnavlja in ker se slabše obnavlja, se tanjša. In ker je tanjši, slabše vzdrži vse napore in poka. In to je še dodatni problem. In to pokanje se potem tudi zgodi v obliki
takih okruškov, a ne, in to vse skupaj potem povzroča probleme, a ne, povzroča probleme, da nam v sklepih poka, povzroča probleme, da so sklepi manj gibljivi, ne, ker niso površine dovolj gladke, a ne. Potem, ker tukaj prihaja do trenja, se pojavijo problemi, da se pojavi vnetje, ker veste vi, recimo, ko si roko drgnemo, a ne, postanejo tople. In enako se dogaja tudi v naših sklepih. Če so površine hrapave, se segrejejo, se preveč segrejejo in se razvija vnetje, noga, koleno recimo odteče, a ne. In ker so zraven še tudi živčni končiči, a ne, se tudi njih razdraži in potem boli in so boleči občutki, a ne. In kako se jih znebiti, bova spregovorila še nekaj v nadaljevanju. Predlagam, da povabiva še najine gledalce k sodelovanju, če želijo, da nas pokličejo v oddajo, mi pa se vidimo po kratkem predahu. Dobrodošli nazaj. Nocoj še vedno govorimo o obrabah hrustanca in rešitvah zanj. Če imate kakršnokoli vprašanje za dr. Krstiča, je zdaj prava priložnost, da pokličete na izpisano telefonsko številko in ga povprašate, karkoli želite, mu poveste o svojih težavah. Morda najde kakšno rešitev že danes za vas, sicer pa tudi zasebno sprejema telefonske klice. Dr. Krstič, ogromno je reklam, ogromno je marketinških akcij, ki govorijo o tako imenovanih glukozaminih, ne, ki to niso. Dajte nam povedati malo več. Ja, treba je predvsem ločiti to, da imamo na trgu zdaj že kar nekaj let glukozamine, ki so zdravila, se pravi glukozamine, ki jih je potrdila državna komisija, ki so jim preverili učinek in tako naprej. In glukozamine, ki so tako imenovana prehranska dopolnila. Te glukozamini prehranska dopolnila imajo svoj dnevni odmerek 2,5-krat, najmanj 2,5-krat manjši. In ko smo rekli prej, ne, da nam glukozamina v telesu začne primanjkovati in da se zaradi tega potem pojavi bolezen, zdravilo glukozamin je tisto, ki to razliko uspešno pokrije. In se potem začne dogajati zdravljenje. Glukozamini prehranska dopolnila pa, ker imajo premalo zdravilne učinkovine, pa tega enostavno ne zmorejo. Zdaj, v čem je zadrega? Zadrega je v tem, da glukozamini prehranska dopolnila omilijo težave. Če imamo pokanje v sklepu, če imamo manjšo gibljivost, če se pojavi vnetje, če je recimo predvsem kot glavni problem bolečina, boleči občutek, glukozamini prehranska dopolnila te težave omilijo in začnejo jih zmanjševati. Pa jih zmanjšajo 10, 15, 20% in nič več. Ne prodrejo pa toliko v bolezen, da bi odpravljali vzrok. To se pravi, ne zmorejo pokrita celotnega pomanjkanja glukozamina, ne zmorejo popraviti stanjšan hrustanec, da se nazaj odebeli, okrepi, postane dovolj prožen in tako naprej in da odigrava svojo vlogo, in ker samo torej znake zmanjšajo, je to zadrega. Človek, ko začne jemati glukozamin prehransko dopolnilo, seveda razmišlja, poglej, kakšna reklama, poglej, kaj sem tam videl, zdaj pa jaz to doživljam, evo ga, se mi je začelo zmanjševati. Ampak, ker je to samo površinsko, vzrok bolezni je pri prehranskem dopolnilu nedotaknjen, se bolezen širi naprej. In slej, ko prej se zgodi, da je tega učinka površinskega premalo, ker se bolezen med tem razširila in je bolečina, ki je pač v osnovi že prevelika in se vrne nazaj. In se vrne nazaj močnejša.
In je to potem resnično šok za človeka, problem, a ne, in začne razmišljati, pa kako to, vse sem jemal, pa vse je bilo nekaj časa boljše, zdaj se je pa spet, a ne, težava vrnila, pa še večja kot prej, a ne. To je zadrega. To je zadrega. In tukaj, a ne, se recimo dejansko pokaže, da prehransko dopolnilo glukozamin ne more zdraviti, da tu gre samo za olajšanje težav in da je treba pač pogledati, kje je tista primerna rešitev. Primerna rešitev, ko imamo na eni strani bolezen in ko imamo zdravilo, ki je registrirano, ki ga je državna komisija potrdila, to dvoje spada skupaj. Bolezen pa zdravilo, se že samo ime pove, da je to zdravilo in tu se potem začne dejansko reševanje teh težav. No in kot rečeno, tega pri nas se dogaja žal, to moram spet ponavljati, v primerjavi z nekaj let nazaj se dogaja tega manj. Manj se jemlje zdravila glukozamin in ker je manj zdravila, seveda potem več bolezni. In to je problem. In kakšna je rešitev? Ja, vse rešitev je res enostavna. In zdaj rešitev je pravzaprav na nas samih. Sami se lahko odločimo. Sami se lahko odločimo in si nabavimo zdravilo glukozamin. In dejansko je tudi sistem to tako postavil, da je to povsem legitimno možno, a veste, a ne? Ker glukozamin zdravilo, se pravi, to je zdravilo glukozamin Pharma Nord, na primer, ne? Lahko ga pokažemo, to je to zdravilo. Zdravilo glukozamin ima uradni status BRP. BRP pomeni, da je brez recepta. To se pravi, ko nekdo ve, da ima težave zaradi obrabe hrustanca, ko je bil pri zdravniku, ko je bil recimo tudi na rentgenu ali pa če je recimo dal skozi celo magnetno resonanco, kar je najboljša znana diagnostika za pregled struktur v človeškem telesu, in ko se pravi diagnoza potrdi in ko on ve, da to ima, se lahko samostojno odloči, tudi če ne dobi nasveta za to, se lahko samostojno odloči, gre v lekarno oziroma specializirano trgovino in si to zdravilo nabavi in ga redno jemlje. Redno jemlje tako, kot je predpisano, in tukaj ima resnično veliko več verjetnosti, zagotovil, da se mu bo stanje v bližnji prihodnosti, v nekaj tednih, govorimo, začelo popravljati in popravlja. Že v nekaj tednih, pravi? Že v nekaj tednih. To je eno tako pravilo. V nekaj tednih se začne dogajati to, da se hrustanec, ki je v sklepu, naprimer v kolenu, to je najbolj pogosta obraba hrustanca, težave so najbolj pogoste v kolenu, se hrustanec okrepi, odebeli, razpoke se zalijejo, tisti okruški tudi se v tem procesu ne povežejo in potem je hrustanec debelejši, močnejši in dejansko vsi ti znaki, ki so značilni za obrabo hrustanca, en za drugim izginevajo, izzvenevajo, pravimo. Zakaj? Ja, zato, ker je čedalje manj vzroka za to. Mogoče bi bilo vseeno dobro spomniti, kako konkretno ga jemljajo gledalci oziroma vaši odjemalci. Ja. To je zdaj tudi pomembno vprašanje, zgodba, ki je v zadnjih 15 letih nekaj novega v Sloveniji. Omenil sem 15 let zaradi tega, ker toliko časa poznamo zdravilo glukozamin Pharma Nord v Sloveniji. Zakaj nekaj novega? Veste, mi smo do recimo 15 let nazaj, v tej zgodovini, pač zdravili obrabo hrustanca primerno torej temu, kako je bila medicina razvita. Imeli smo bolečino, zdravili smo protibolečinsko. Imeli smo vnetje, zdravili smo protivnetno. Potem smo recimo uporabljali tudi blokade in operativni posegi in tako naprej. To je vse
spoštovanja vredno in tako naprej. Samo pri vsem tem nismo znali zdraviti vzroka. In to je bil ta glavni problem. A veste. In se je dogajalo recimo to, da si jemal protibolečinska zdravila, bolečina se ti je vračala in je bila večja. Ne? In to je bila zadrega. To je bila zadrega, pa ne samo pri bolnikih, seveda za bolnike gre, tu so bili ti problemi najhujši, najtežji, ampak tudi pri zdravnikih so bile to nelagodne situacije, ampak tako je pač žal bilo. Ne? No in te recimo terapije so bile v kurah. V kurah protibolečinska terapija se je izvajala zaradi tega, ker je imela zelo močne neželene učinke in je bilo treba pač določeno obdobje to imati, potem pa prenehati, ker so nastopale težave na drugih organih, tudi na srcu in tako dalje. Zaradi tega smo takrat govorili o kurah, no z nastopom zdravila glukozamin pa se je stvar dvignila na višji nivo zaradi tega, ker smo se z zdravilom glukozamin lotili vzroka. Popravljamo obraben hrustanec. In še nekaj, tu je novum. Obraba hrustanca, to je kronična bolezen, to je trajna bolezen, po domače. Ko pride, jo imamo doživljenjsko, tako pač je. Doživljenjsko imaš, a ne? So številne druge bolezni, ki tudi, ko pridejo, jih imaš doživljenjsko. In se jih zdravi kako? Zdravi se jih redno, trajno in neprekinjeno. In če ste bila pozorna, jaz sem prej rekel, pri protibolečinskem zdravljenju smo govorili o kurah, no tukaj pri glukozaminu ne govorimo o kurah. Govorimo o rednem in trajnem jemanju. Ampak najbolj bistveno je pa to, da imamo učinek, a ne da se stvari uredijo in popravijo. Naj vas vprašam še tole. Marsikaj se oglašuje, marsikaj lahko potrošniki najdemo na spletu, v časopisu, tudi v trgovini, ne nazadnje. Zanima me nekaj o tem famoznem kolagenu, o katerem vsi zelo veliko govorijo. Tudi vi priznavate, da ima dejansko pozitivne učinke, ampak ne tiste, o katerih nocoj govoriva. Ja. Kolagen je zelo pomembna sestavina hrustanca, zelo pomembna. In kolagen sodeluje pri tvorbi hrustanca, ampak tisto, kar je ključno, sodeluje pri tvorbi hrustanca pod nadzorom in pod vodenjem glukozamina. Se pravi, glukozamin, ko pride v sklep, ki je zbolel, ki ima stanjšan hrustanec, sproži tvorbo kolagena, kolikor ga je potrebno, sproži tvorbo tudi drugih sestavin hrustanca, kot je potrebno, a ne? Ampak kolagen je samo del te reakcije. Samo del te reakcije. Ne? Tisti v osrednji vlogi in tisti, ki vse skupaj vodi in obvladuje in kontrolira, a ne? Je pa glukozamin. Ne? Tako da, zaradi tega, ker kolagen sodeluje, se ga tudi čuti. Ampak se ga čuti toliko, kolikor je pač sam prisoten v tej reakciji in ne obvladuje 100% vsega, ampak samo en del. In temu svojemu delu primerno ima tudi učinek. In to je zdaj tisto, a ne, kar se pač dogaja, a ne. Ljudje gledajo reklame, kolagen se reklamira, kolagen recimo pri obrabi hrustanca, reklama je perfektno narejena in seveda človek pričakuje, to bo pa tisto za moje zdravljenje obrabe hrustanca. Pa kolagen ni zdravilo, ampak prehransko dopolnilo in tudi recimo po tem svojem statusu se vidi, a ne, mislim, zakaj gre, ne more zdraviti. Ne more zdraviti. Pravzaprav je pa tako. Za zdravljenje je dovolj samo glukozamin. In poglejte, v zdravilu glukozamin Pharma Nord imamo samo glukozamin kot zdravilno učinkovino. Zakaj? Ker je to dovolj. Ker ta glukozamin tukaj, ko pride nam v sklep, sproži tvorbo kolagena
točno toliko, kot ga rabimo. Ne samo kolagena, tudi vse druge sestavin, hialuronske kisline, chondroitina, proteoglikanov, vseh teh sestavin, ki tvorijo hrustanec. In ko je teh dovolj, se stvar pač preneha, ne? Glukozamin, se umakne, svoje pač naredi, hrustanec je narejen in to je tisto, kar je bistveno. Ne? Tako da kolagenu se pač nalaga, da naj bi zdravil, zdraviti pa ne more. Ne? Zdraviti ne more, tisti, ki je zmožen zdravljenja, še enkrat ponavljamo in jaz upam, da se bo s tem ponavljanjem tudi bolj prijelo med ljudi, zdravilo glukozamin je tisto, ki zmore zdravljenje pri obrabi hrustanca, naprimer v kolenu, če se osredotočimo na koleno. Ne? No, ampak poglejte, vaše podjetje slovi kot izjemno svetovalno podjetje z zelo dobro razvito svetovalno dejavnostjo že več let. Zagotovo vas ljudje, ko vas pokličejo, vprašajo tudi, pa bo res pomagalo. Ja. Kaj jim odgovorite? Ja. To je izjemno normalno vprašanje. In odgovorno vprašanje. Terja, ne? In odgovorno vprašanje. Zdaj, a veste, torej, že na samem začetku, že pred recimo 15 leti, sem jaz videl na primeru recimo Danske, na primeru Skandinavije, da je zdravilo glukozamin uspešno. In da je to zdaj glukozamin, to je zadnja oblika v razvoju te učinkovine, ker vse veste, v razvoju zdravila se pač marsikaj dogaja. Ko se ena učinkovina zdravilna odkrije, rabi kar nekaj časa, da se jo izpopolni, da se jo preizkusi, da začne potem res po tistih svojih najboljših zmogljivostih tudi delovati. In to se je zgodilo tudi pri glukozaminu. Ko so glukozamin odkrili pred precej časa, pred nekaj desetletji nazaj, 50, 60, 70 let mogoče nazaj, ko so odkrili, je bil ta glukozamin v taki obliki, to so izvlečki, v taki obliki, da je uredil samo 1 do 2 primerov od 10. Ampak to je bilo pred 70, 80, 90 leti, daleč nazaj. Ne? In seveda potem to je premalo, 15% uspešnosti zdravljenja, to je premalo, se je pa stvar razvijala, no in pred 15 leti se je razvila oblika glukozamina, ki je pa to dogajanje prekucnila. Zdaj imamo zelo uspešno zdravilo, ki uredi 9 od 10 primerov. In jaz to govorim zelo odgovorno, veste, obstajajo kompleksne, večletne nacionalne študije, ki so to prinesle ven, da ta nova oblika glukozamina je res nadpovprečno uspešna. Nam lahko malo pojasnite te študije, namreč 15 let, mislim, da že imamo to zdravilo zdaj pri nas. Ja. No, recimo, ena taka študija nacionalna je portugalska. Ta študija je imela več kot 1200 bolnikov. 1200 bolnikov je lepa številka. Teh 1200 bolnikov, to pa zdaj tudi pomembno, je spremljalo 250 zdravnikov, si predstavljate? Se pravi, vsak zdravnik je imel 5-6 bolnikov in je vsakega od teh bolnikov spremljal 6 let. In so res imeli in dovolj časa in dovolj možnosti, da so stvar resnično natančno preverili, ugotovili in potem tudi videli, kakšni so rezultati. In tukaj v tej študiji je prišlo ven, da je bilo zdravljenje dobro v 36%, v 59% je bilo zadovoljivo, kar še zmeraj pomeni, da je človek zadovoljen z zdravljenjem, ko se pa to vse skupaj sešteje, pa pride ven to, kar govorim. Uredimo lahko od 9 primerov od 10. In to je resnično nekaj impozantnega, nekaj resnično dobrodošlega.
zaradi tega, ker smo rekli prej, koliko je te bolezni. Zdaj pa imamo zdravilo, ki je tako zelo uspešno. In zdaj, veste, eno je to, kar mi posredujemo, kar tako pripovedujemo. Mi to pripovedujemo v Sloveniji že 15 let, normalno, ne? Ker imamo 15 let to zdravilo. Bistvena je praksa. Bistvena je praksa. In zgodilo se je to, ne, da so ljudje ta učinek zdravila glukozamin tudi doživljali. Tudi doživeli so ga. In ker je to treba redno in trajno jemati, to je tudi nekaj časa, veste, pač trajalo, ne, da so se ljudje dejansko prepričali, da več ne govorimo o kurah, ampak da govorimo o rednem in trajnem jemanju. In zdaj, če je nekdo pač nehal, je nehal, ampak je videl, bolezen se mu je vrnila. In zdaj nikomur ni v interesu, da se mu bolezen vrne. Pa še nekaj je značilno, veste, pri tem, ko poudarjamo redno jemanje, je smiselno tudi to povedati. Ko nekdo recimo 3 leta jemlje zdravilo, glukozamin Pharma Nord, in se mu koleno uredi in živi, kot da bolezni ne bi bilo. Je v voznem stanju, uživa, na sprehode hodi, a ne, tudi lahko teče, tudi to je možno, a ne. Ampak lepega dne, a ne, veste, si začne pač nekako tako pripovedovati, oziroma enškrat se prikaže, pa zakaj bi ti to jemal? Pa saj si v redu, saj si že 3 leta, 4 leta si že v redu, ne. On tam, ki govori o glukozaminu, pa oni v lekarnah bi radi samo čim več prodala, ne, dajte to prenehati, ne. In prenehajo. In se zgodi to, kar sem vam pač povedal. Nekje povprečno. Odplakovalni čas zdravila je 2 tedna. Se pravi, v 2 tednih se začne bolezen vračati. In dlje, ko traja, mislim, to recimo čas brez zdravila, se težave krepijo, ne, ampak glej ga zlomka. Ugotovili so, da ko se bolezen vrne, da se vrne v težji obliki, kot je bila na začetku, preden je začel to jemati. Ampak to je en tehten argument, da se nam to ne splača, ne? Da je res smiselno potem redno in trajno jemati. Zdaj, eni so bili pač malo tako nejevoljni, a ne? Kaj zdaj? Zakaj slabše? Kaj zdaj to? Ne? Ampak premislek hitro pojasni vse skupaj. Morda še kakšen izziv za najine gledalce, če tale glukozamin jemljajo, da nas pokličejo v oddajo in delijo z nami kakšno dobro povratno informacijo, kajti tako prepričani ste v zdravilo, da se ne bojiva kakšne negativne izkušnje, kaj ne? Če upoštevajo seveda vsa navodila in priporočila. Vse je možno, tudi negativne izkušnje so tudi možne, tako da nič na svetu ni 100%, ampak je pa potem treba to raziskovati pa videti, zakaj gre. Pa tudi o ceni bova še kakšno rekla čez nekaj trenutkov. Ostanite v naši družbi. Dobrodošli nazaj v studio. Poznate zdravilo glukozamin Pharma Nord? Če ne, je skrajni čas, da se nam pridružite. Ostanete še nekaj trenutkov z nami in povprašate, karkoli vas zanima, na izpisani telefonski številki na ekranu. Doktor Krstič, zelo veliko ljudi ima težave, o katerih sva že govorila v preteklem delu oddaje. Zelo veliko ljudem lahko pomagate z zdravilom. Ostajajo pa, kot pravite, vedno tudi tisti, ki jim zdravilo ne bo pomagalo. Ampak vredno je vsaj poskusiti. Tako je, ne. V življenju je vedno tako, ne. Jaz ne poznam stvari, ki bi bila, mislim, v tem takem splošnem kontekstu, ki bi bila 100%. Zdaj, recimo, za uspešnost zdravila, veste, kdor pač pozna to področje, ve, ne, kaj sem govoril. Torej, običajno je tako, ne, če je zdravilo uspešno v 2/3, ko smo se učili pri farmakologiji, to je zelo uspešno zdravilo, to je dobro zdravilo. Se pravi, 2/3, to je 66%, 67%. Ampak jaz sem vam danes povedal za glukozamin, da ima 90% uspešnost. Se pravi, daleč nadpovprečno uspešno zdravilo je to, ne.
Zdaj, ko pa pač se zadeve ne izidejo po želji, a ne, ko nekdo nima tistih rezultatov, ki jih je pričakoval, tudi v teh primerih je smiselno vse skupaj individualizirati. Veste? In to je znano. Nekaj posploševati, ne? In to je recimo znano, a ne? Terapija se velikokrat individualizira, se pravi, se poskuša pomagati in se vidi, da je to nekaj drugačnega, kot je eno tako splošno pravilo in se potem analizira, preverja, kaj in kako pa v tem primeru lahko nekaj postorimo, a ne? In tudi pri glukozaminu je enako. Imamo tudi zgodbe tudi na to temo in tako naprej. Zdaj, to so malo bolj zahtevne stvari, ampak da se pa tudi tukaj stvari premikati. Vi ste o zdravljenju s tem zdravilom napisali kar precej knjig, Ja, ki jih še vedno svetujete v branje. tako je. Mi smo torej uspeli napisati 6 knjig, smo jih tudi objavili. To so primeri uspešnega zdravljenja z glukozaminom iz tujine, pa veliko tudi iz Slovenije. In svoj čas, imeli smo prvo izdajo recimo leta 2008, potem 2009, 2010, zadnja je bila 2014. No in kot rečeno, mi smo to med ljudi distribuirali. Pri tem smo opazili, da je dobil tisti, ki je to rabil. In knjižnice, kjer je zdaj dostopna tudi v smo pa istočasno k sreči že po eni drugi, tretji izdaji prišli na idejo, da bi vse te knjige umestili tudi v slovenske knjižnice. Tako da vse slovenske knjižnice so primerno založene z našimi knjigami. Primerno. Zdaj to pomeni, če je knjižnica večja, ima lahko tudi po 10 knjig. So pa nekatere, ki imajo po 2-3 knjige, tako da če nekdo želi, si lahko v svoji matični knjižnici to knjigo sposodi in prebere, kaj smo uspeli pisati, oziroma kako smo uspeli informirati pred leti v takšni obliki vse ljudi po Sloveniji. Naše gledalke in gledalce zagotovo zanima tudi informacija o ceni zdravila. Ja, cena zdravila je, zdaj tako bom rekel, najprej, veste, ko sem zdravilo pripravljal za slovenski trg, pa ko sem videl, koliko je to učinkovito, pa da je to nekaj novega in tako naprej, sem se bal, da bojo cene zelo visoke, da bojo cene en tak poseben problem za našega človeka. No, potem kasneje, ko sem že zelo napredoval in sem dobil tudi te številke, sem se malo pomiril in torej cena za zdravilo v Sloveniji se giblje od 17 evrov pa do 20 evrov na mesec. Jaz vem, da marsikomu je to torej strošek, pomemben strošek, ampak glejte, pomaga. To je tisto, kar je najbolj bistveno, ne? In ko nekdo recimo doživi to in ko ve, in ko ima težave, kot so pač pri obrabi hrustanca znane, se ljudje odločajo in si to potem redno nabavljajo vsak mesec. Ker pakiranje, ki ga imamo, je mesečno, to se pravi, da je note 90 kapsul, vsak dan se jemljajo 3 kapsule, kot rečeno, prej v oddaji redno, trajno in neprekinjeno. Da mogoče še en komentar, to je tudi zelo praktično. Ker mi smo enkrat, veste, nas je ena gospa poklicala pa rekla, pa zakaj niste te 3 kapsule združili v eno in bi mi jemali eno kapsulo, pa bi imeli mir. Ja, to pri razvoju zdravila je to bilo že obravnavano. Ampak pri razvoju zdravila sodelujejo tudi specialisti, eksperti, vrhunski eksperti, ki so pa vedeli in še danes vejo in je temu tako, da ko se glukozamin jemlje zjutraj, opoldne in zvečer, je najbolj učinkovita zadeva. Se pravi, zjutraj, opoldne in zvečer, ko se ga jemlje, je najbolj učinkovito. Ko se pa vse 3 kapsule združi,
pa se jemlje recimo v obliki ene kapsule, pa se zgubi 5, 6, 7%. Učinek, ne? Ne? Zdaj pa se spomnite, ko sem rekel, da je to kronična bolezen. In pri kronični bolezni se seveda to sešteva, se pravi, teh 5-6% se sešteva. Prvič, ne 5-6, pa spet 5-6, pa spet 5 in se kar nabere, tega manjšega učinka, Sploh pa so torej eksperti, specialisti ves čas zelo zatrjevali, da bi radi obdržali, ker vsak procent uspešnega zdravljenja je za te ljudi v visoki starosti zelo pomemben in ga čutijo. No in so tudi proizvajalca Pharma Nord so prepričali, tako da so oni ostali na 3 kapsulah. Zjutraj, opoldne, zvečer. To se pravi, to, da so 3 kapsule, ima zelo, zelo tehten in pomemben za to. Ljudje lahko več dobijo od tega zdravila, če ga zmorejo jemati zjutraj, opoldne in zvečer, se pravi 3-krat na dan. Je pa seveda življenjsko realno tudi to, so recimo razmere, stara mama, stara ata, v visokih letih, pozabljiv, no takrat svetujemo pa, da se to združijo in to piše tudi v samih navodilih, 3-krat po 1 kapsulo na dan ali vse 3 kapsule hkrati 1-krat na dan. Še dodatne informacije, da naj čas ne prehiti. Pri vas se zdravila ne da kupiti, to morava poudariti našim gledalcem, se da pa informirati in dobiti. Mi zelo skrbimo za informiranost, za pojasnjevanje, ker je pa to zdravilo, veste, zakon določa, to mogoče ljudje premalo vedo, zakon določa, ko imaš zdravilo, mora priti k tebi iz lekarne ven. Tak je sistem. To je sistem določil. In je po moje to smiselno. Se pravi, mora priti iz lekarne ven oziroma iz specializirane trgovine, ki lahko ima zdravilo. Kljub temu pa smo nekako uredili tudi to možnost, da če nekdo stanuje odročno, recimo, ne vem, v enem sredogorju, v hribih, pa zaradi teh svojih težav je bistveno manj gibljiv, pa živi recimo mogoče celo sam, ali pa da so sorodniki, da so tam mladi že drugje kje in ga samo tu in tam obiskujejo. V teh primerih imamo tudi to urejeno, so se nekatere lekarne specializirale in poskrbijo za dostavo. Tako da tudi, če nas kdo pokliče, pa nam potoži, da ne more iti sam po zdravilo, tudi to se da urediti. Tudi to poskrbimo s temi lekarnami, ki imajo to dostavo urejeno, torej prenesemo to naročilo in potem mu lekarna to zdravilo pošlje. Mi pa seveda skrbimo v podjetju Mic Mengeš za to, da so lekarne založene, da je v Sloveniji dovolj tega zdravila, da je čim več znanja med ljudmi, informacij, da jim pojasnjujemo, kaj se pravzaprav dogaja in kaj lahko s tem zdravilom pridobijo, oziroma to, kar smo tudi recimo v tej oddaji poudarili, pri zdravljenju obrabe hrustanca, recimo v kolenu, je najbolj na mestu zdravilo glukozamin. Zdravilo glukozamin Pharma Nord pa je točno tak primer. In če strneva misli ob koncu oddaje, za kakšne bolečine in bolezenska stanja je uporaben, kdo ga lahko uporablja, na kakšen način in kje dobi konkretnejše informacije? Torej, bolečine smo že v oddaji ves čas govorili. Boleči občutki v sklepih, boleči občutki, ki se stopnjujejo, boleči občutki, ki postanejo tudi neznosni, veste, ko motijo spanje. In torej protibolečinska zdravila, se recimo vzamejo za to, da se ta bolečina majčkeno mili. Če je hudo, ne vzameš protibolečinskega nekaj, ampak bistveno pa je, da pomagamo telesu tako, da se vzrok za to bolečino začne popravljati, no in to omogoča zdravilo.
glukozamin Pharma Nord. Tako da to so te težave, ki so, veste, starejši ljudje, a ne, niso toliko glasni, a ne, niso toliko glasni. In je mogoče samo videz, a ne, da temu nekako niti ni toliko tega, tega je veliko, a ne. In jaz mislim, da je prav, a ne, da se ta informacija ljudem čim bolj približa in da se jim pač pove, kaj je dejansko tisto, kar jim lahko v njihovih teh življenjskih težavah pripomore in pomaga. Jemlje se trajno, neprekinjeno. Neprekinjeno, ja. To zaradi tega, ker je to kronična bolezen, trajna bolezen, ker glukozamina v telesu primanjkuje. In ga primanjkuje, veste, tudi takrat, recimo, ko jemlješ recimo 6 tednov in se stvari uredijo. Tudi takrat ga primanjkuje. In ker ga tudi takrat primanjkuje, ga je potem treba še naprej redno jemati, da se to, kar se doseže, vzdržuje. In upam, da to čedalje bolj med ljudi prihaja. Strošek mesečni je približno 20 evrov. 20 evrov, lahko je tudi manj, lahko je tudi manj, lahko je tudi 17 evrov, tudi 17 evrov je lahko, 18, 19, tu nekje smo. In kam se obrnejo po informacije? Po informacije, če kdo želi še kakšno dodatno informacijo, verjetno, da je kar nekaj takih, nas lahko pokličejo na našo številko. Stacionarno nič1 je naša omrežna v Mengšu in je 729 1382, se pravi 729 1382, to je naša stacionarna številka. Naš mobilni telefon je pa 041 769 544. 041 769 544. Morda poudarjava tudi to, kar ste mi zaupali pred začetkom oddaje, pa verjetno ni nič narobe, če podam informacijo naprej. Z vsakim pacientom in z vsakim klicateljem se izjemno natančno pogovorite in delate zapiske. Tako je. Pravite, da imate zelo kakovostno zbirko informacij, tudi povratnih informacij. Kaj se recimo znajde v takšnih zapisih? Kaj imate vi od tega, kaj potegnete ven iz vseh teh pogovorov in kaj vaši klienti? Iz teh pogovorov sem se osebno, tudi v strokovnem smislu, veliko naučil. Tudi nekatere stvari, ki so pomenile napredek v zdravljenju, pa potem recimo to, kar vam pripovedujem, da recimo te nekatera prehranska dopolnila ne morejo delovati, tu imamo veliko klicev. Nekateri celo mislijo, da so to naši izdelki. No in res, jaz mislim, da je teh zapiskov je kar nekaj fasciklov že v 15 letih. Tako da, in to delamo naprej. Pa se včasih nekatere stvari ponavljajo, ampak takrat je lahko zabeležka precej krajša. In zdaj, ko se ponavlja, mi torej izkoriščamo tiste prejšnje razgovore pa izkušnje, ki smo jih pridobila, tako da je to smiselno in s tem tudi nadaljujemo. Se isti posamezniki večkrat obračajo na vas? Je to kaj posebnega? Da ne bodo naši poslušalci oziroma gledalci prestrašeni večkrat poklicati, še jim kaj ne bo jasno? Ne, včasih je potrebno večkrat. Mi recimo damo nasvet in potem pravimo, pokličite nas čez določen čas in nam povejte, kako je. Tudi če ste pričakovali več učinka, nam povejte, kako je. In to je potem tisto, kar sem vam že tudi danes omenil. Tisti, ki to rabi, bo to naredil. In če ga opogumiš v tej smeri, bo to tudi naredil. Gradite verjetno potem tudi na zaupanju. Tako. In tu se dogaja potem individualizacija zdravljenja.
Tu potem tudi včasih so potrebna tudi je potrebna kakšna dodatna diagnostika, naprimer, da se stvari razjasnijo, da se omogoči glukozaminu, da v polno deluje in tako naprej. Tako da so to zelo pestre zadeve in mi imamo pri tem zelo dober občutek. No. Zelo dober občutek, trudimo se. Včasih tudi moramo reči, ja, nimamo še informacije in pokličemo tudi principala, on ima tudi zelo močno strokovno ekipo. Tako da, to je naše zelo pomembno, tudi strokovno delo, če hočete, ne? In s tem nadaljujemo in bomo tukaj vztrajali in se borili naprej. Najlepša hvala za nocojšnjo predstavitev, dr. Krstič iz podjetja Mix Mengeš. Me je veselilo. Tudi vam hvala. In hvala lepa tudi vam, če ste vztrajali v naši družbi. Nasvidenje znova prihodnji mesec. Ostanite zdravi.